Divja družba, spet sem jaz, dobrodošli tukaj v našem mehiškem kotičku. Danes, čeprav je november, je bilo zato enih 10 minut nazaj še tak lep sončen dan, ko si človek zaželi hladnega piva. Diego, ¿te acuerdas cómo se pide cerveza en esloveno? Eno pivo, prosim. Ajá. ¿Y cuál es tu favorito? Laško. Ok. Ok. Evo, no in pač se odločila, da bo tema današnjega videa, da bodo pa mehiška piva. In sicer po nekaterih statistikah svetovnih je Mehika šesta država po količini popitega piva na leto. In po tej isti statistiki naj bi en povprečen Mehičan popil 75 litrov piva. To je kar veliko piva. No? Zdaj ne vem, preden sem šla jaz iz Slovenije in moram reči, da nisem bila nek težek pivec piva. Se pravi, da se nisem ne vem koliko zanimala in iskala ne vem kakšne variante, kje bi se dal dobiti pivo iz različnih držav. Ampak jaz sem takrat od mehiškega piva poznala samo Corono. Moram reči, da je tukaj kar ogromno število različnih vrst piva. Najbolj popularni so pa Corona, Modelo, Indio, Tecate pa Victoria, pa jih je potem še več kot to. Mehičani najraje posežejo po Coroni. Drugo najbolj popularno pivo je pa Tecate. Pivovarska industrija se je začela v letu 1524 in to je bilo takrat, ko je kralj Karel V, ko je avtoriziral, da se pač ustanovi prva tovarna piva v Mehiki. In sicer je bilo to v mestu, ki se je imenovalo Ameca. Diego, tengo una duda. Ameca todavía existe esta ciudad? Por supuesto. Con el mismo nombre. Če želite, jo lahko poiščete na zemljevidu. In sicer je to mesto tik pod vulkanom abajo del Popo. Aha. Je pod vulkanom Popocatépetl v mehiški državi, ki se imenuje Estado de México. Kljub temu, da so na pomoč poklicali evropske strokovnjake in so jim pokazali zelo natančno, kako se pivo proizvaja, ta tovarna ni zdržala več kot 4 do 5 let. Predvidevajo, da je bil razlog v tem, da je bil strošek proizvodnje zelo visok. In takrat v Mehiki pivo še ni bilo tako zelo popularno, so bile bolj popularne lokalne pijače, naprimer pulke. Takšni so bili začetki. Takšni so bili začetki pivovarske industrije v Mehiki. No, potem po španski osvojitvi Mehike so pa Evropejci, ki so pač prišli zaradi osvojitve v Mehiko, so pa pač veliko raje so pili pivo, kot pa tukajšnjo lokalno pijačo, ki je bila takrat pulke, pa še kakšno drugo. In da so pač ugodili svojim lastnim željam, so zrasle majhne pivovarnice, majhne tovarnice piv. V 20. stoletju so pa začele se pojavljati prve večje tovarne v Mehiki, prve večje tovarne piva. Mislim, da bi bila to Modelo. No, v skladu s podatki iz Economist naj bi bili glavni svetovni pivci piva Nemci, potem Španci, potem Francozi. Jaz ne vem, jaz sem si majčkeno drugačen vrsten red predstavljala. Nemce si še nekako predstavljam, ker je Oktoberfest zelo zaznamovan s pivom in mi res daje vtis, da veliko piva popijo, za drugo pa za tretje mesto si pa tudi približno nisem predstavljala. No, Mehika izvozi kar veliko piva v tujino in sicer največ ga izvozi v ZDA, Avstralijo, Anglijo ali pa Veliko Britanijo, Čile, Kanado pa na Kitajsko, verjeli ali ne. Tudi v Slovenijo pride nekaj mehiškega piva. Kaj ne še rečem, tukaj se pivo pije tako, najbolj si pač zaželi človek piva, jasno, da je veliko sonca, se mi zdi, da zaradi tega tudi so taki porabniki piva. Zaradi tega, ker je tukaj velikokrat sonce in je velikokrat toplo in si človek zaželi piva, bolj kot kakšne druge močne žgane pijače. No, zdaj vam bom pa predstavila najljubše znamke piva v naši družini. Este, Diego? Corona, to ste zagotovo videli v Sloveniji, je tudi v Slovenijo pripotovala. Este, Diego? Indio. Pardon, Corona je najljubše pivo, Diegovo, moje pa na 3. mestu. Indio je en el tercero, ¿verdad? Tuyo, Diego. Aha.
Na tretjem mestu na njegovi osebni lestvici najljubših piv, na mojem je na drugi. No. Tale je pa Viktorija. Vsi se ve? Ah, volteala. A si? Ahí. To je pa Viktorija. Je pa moje najljubše pivo, in sicer je, baje obstaja ta različica, pravim baje, zaradi tega, ker nikoli nisem pila svetle različice. Svetlo in temno pivo Viktorija. Pravijo, da svetlo se bolj prodaja na severu, no meni je pa tale všeč. In sicer to je eno prav posebno mehiško pivo. Meni je najljubše pivo bilo, preden sem pač imela te podatke, pa prav posebno mehiško pivo, zaradi tega, ker je edina znamka piva, ki se neprekinjeno proizvaja že od leta 1865 v Toluki. Potem leta 1935 ga je kupilo podjetje Modelo in od takrat naprej pač so v njihovi lasti. Imajo posebno filozofijo ta znamka piva, in sicer je zelo patriotistična, narodoljubna. In sicer oni zaposlujejo samo Mehičane, ne želijo zaposlovati tujce, recimo za razne dizajne velikokrat naredijo kakšne natečaje. Najraje sodeluje s kakšnimi mladimi ustvarjalci, zaradi tega, da bo imelo pivo prihodnost, in tudi želijo pač mladim ustvarjalcem odpreti kakšna vrata, ne, v uspešno kariero. In tudi za pač te hostese, tudi zaposlujejo Mehičane, za fotografe, in pač oni promovirajo Mehičane. In tudi za slogane vseh teh kampanj, ki jih imajo za vse te reklame, kadarkoli izdelajo reklamo, vedno izberejo tak slogan, ki pač izpostavlja kvalitete Mehičanov, kvalitete njihove osebnosti, no, in pač poskuša dvigniti samozavest in jih spomniti na kvalitete, ki jih Mehičani imajo. No, to je moje najljubše mehiško pivo. Diego, ¿vas a darnos datos curiosos y los traduzco? Ah, claro. Por ejemplo, hubo una copa, una competencia, la Copa Latinoamericana de Cerveza Artesanal 2017. V letu 2017 je bilo neko tekmovanje za Latinsko Ameriko med pivi, temi artesanal, to bi bilo iz teh manjših pivovarnic. Y 3 cervezas mexicanas estuvieron en los primeros lugares. In tri mehiška piva so bila na prvih 3 mestih. Primero Chaneque, que tuvo el bronce, supongo que tercer lugar, y está hecho con chocolate, café, whisky y bourbon. Eno izmed teh piv je Chaneke, ki je bilo na 3. mestu, je osvojilo bronasto medaljo. ¿Me acuerdas de los ingredientes, por favor? Claro, chocolate, Čokolada, café, kava, whisky whisky, y bourbon. bourbon, ki je konjak. Tipo coñac, sí. Aha, nekaj podobnega konjaku, no, to je osvojilo 3. mesto, to pivo. El segundo se llama Sueño Rosa. Na 2. mestu je pivo, ki se imenuje Roza Sanje. Este sabemos que es de Guadalajara. Je iz Guadalajare. To je glavno mesto države Jalisca, kjer mimo grede je tudi eno združenje Slovencev. El sabor es una combinación de guayaba y tuna. Okus je pa kombinacija guajave in tuna. Tuna je pa, ne vem kako bi se to prevedala, ampak je kaktusov sadež. Y obtuvo plata, segundo lugar. In so si zaslužili srebrno medaljo. Y el campeón fue La Bru, Zmagovalec je pa La Bru, que obtuvo oro, primer lugar, y dicen que es un winter ale. Así lo tienes que decir, que es un winter ale. ¿Qué significa? Ale es un tipo de cerveza. No te Ajá. puedo decir qué tipo, pero es un tipo de cerveza. No, pravijo, da je Diego, da je skupine Winter Ale, jaz ne vem, kaj bi to bilo, ampak pivoljubci, mogoče nam pa lahko s komentarji pomagate. Contiene chile guajillo, Vsebuje čile, chocolate, čokolado, canela cimet, y chipotle. čipotle, še Sí. en čile. Sí. Y bueno, finalmente uno más que me llamó la atención, no participó en esta copa, pero lo producen en Colorado, suponemos que un mexicano. Aha, še eno pivo, ki je tu tako zanimivo, no, zanimiva zmes okusov, ki se pa proizvaja v Koloradu. Y ese se llama Cocoa Mole. Se imenuje Cocoa Mole. Cocoa Mole. Y de hecho, perdón, corrijo,
Este es el que tiene chile guajillo, chocolate, canela y chipotle, no el anterior, Ok, no el blue. ta ima ta dva čileja, čokolado in... ¿Qué más? Dos chiles, chocolate ahí. Chile, chocolate, canela y, y nada cimet. más. Es todo. Ok. No, upam, da se vam je zdel prispevek zanimiv. Veselil bi me, če slučajno poznate katero izmed omenjenih piv ali pa kakšno drugačno, če nam spodaj komentirate, če ste imeli možnost poskusiti kakšno od njih. Korono definitivno ste imeli možnost. Mi prosim komentirajte, kakšno se vam zdi v primerjavi recimo z Unionom in Laškim. Če bi imeli mizo polno teh piv, katerega bi izbrali. Če vam je bil prispevek všeč in bi si želeli še kdaj slišati kaj o Mehiki, se je lahko jasno, da naročite brezplačno na najin kanal, pa se vidimo tukaj za naslednji video. Adijo!